Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili o kratkih zgodovinskih dejstvih. Stari Grki so se neizmerno bali, da bodo mrtvi prišli nazaj v svet živih in zahtevali maščevanje. Ta strah je privedel do običaja, ki se je v nekaterih zaporih ohranil do današnjih dni. Navada, da si smejo obsojeni na smrt po lastni želji izbrati svoj zadnji obrok, izvira iz antične Grčije. Grki so se na smrt bali duhov, zato jih je skrbelo, da se bodo v primeru, da bodo obsojenci umrli s praznim želodcem, njihovi duhovi vrnili med žive in mučili svoje rablje. Kako pa so prišli do tega sklepa? Po njihovem prepričanju lažen zapornik ni mogel prečkati reke Stisk in prispeti do kraljestva mrtvih, Hada. Zato bi se lačen duh usmrčenega vrnil v svet živih in se hotel maščevati. Običaj, po katerem naj bi imeli na smrtno kazen obsojeni v času usmrtitve poln želodec, da bodo po smrti uživali v miru, je na evropskih tleh živel tudi v srednjem veku. Mnogi so menili, da boljši kot bo zadnji opravek, prej bodo obsojenci odpustili svojim rabljem. V 16. stoletju so v Angliji obsojencu na poti do javne usmrtitve po navadi ponudili postanek v pubu in pivo, če ga je lahko sam plačal. Zapornik, stražarji in rabelj so skupaj pojedli obrok in spili pivo kot zadnjo osvežitev. Z evropskimi kolonizatorji je ta običaj prispel tudi v Ameriko. Zanje je bila referenca za Jezusovo zadnjo večerjo. Zato se jim je zdelo, da naredijo dobro delo, če večer pred usmrtitvijo obsojencu pripravijo pojedino. Šlo je za svojevrstno spravo med obsojencem in družbo. Danes ima večina zveznih držav strogo določene omejitve. Obsojenci v Oklahomi so obsojeni za vrednostjo obroka, ki znaša največ $25. V drugih državah pa ponujajo samo hrano, ki jo lahko pripravijo v zaporniški kuhinji. Kako to, da je Turčija članica zveze NATO? Sovjetska zveza je v 50. letih prejšnjega stoletja izvajala močan politični pritisk na Turčijo. Zato se je ta obrnila na Zahod in zvezo NATO, ker je najprej doživela mlačen sprejem. ZDA pa so v turškem članstvu videle več prednosti in tako sta si državi za bliskovito naglico zbližali. Junija 1945 se je Turčija znašla v težkem položaju. Sovjetska zveza je priklicala dogovor o nenapadanju med državama in zahtevala, da Turčija omogoči sovjetske baze ob prelivu Dardanele, ki povezujejo Sredozemsko in Črno morje. Turki so se bali sovjetske invazije, zato so na pomoč zaprosili zvezo NATO, a doživeli so bolj hladen sprejem in njihova prošnja za članstvo je bila leta 1950 zavrnjena. Več članic zveze NATO Turčiji ni najbolj zaupalo. Ob tem pa so bile prav tako zadržane do pridružitve velike muslimanske države za obrobje Evrope. Točka preloma je nastopila še istega leta, ko je Turčija na pobudo ZDA svoje vojaške sile poslala v boj v Korejsko vojno, s čimer je hotela izkazati podporo zahodnim državam v boju proti Severni Koreji, Sovjetski zvezi in Kitajski. Turki so se po ameriških ukazih goreče borili in uspeli dokazati svojo zvestobo. Po pritisku za ameriške strani so se naposled tudi druge članice strinjale s sprejemom Turčije. Leta 1952 je tako postala članica zveze NATO in strateški obrambni zid pri širjenju Sovjetske zveze na Bližnji vzhod. Turčija je sčasoma postala ena najpomembnejših članic NATO. Na njenem ozemlju je vojaško oporišče Incirlik, kjer je shranjenih okoli 50 enot jedrskega orožja, pa tudi poveljstvo NATO-vih kopenskih enot. Ste se kdaj vprašali, kdaj smo prišli na gregorijanski koledar? Papež Gregor XIII. Je leta 1582 uvedel natančnejši koledar, ki ga je sprejela večina evropskih držav. Nekatere pravoslavne države pa se še danes temu na vse načine upirajo. Gregorijanski koledar je najbolj razširjen koledar na svetu. Leta 1582 ga je uvedel papež Gregor XIII. Njegov cilj je bil zamenjati julijanski koledar, ki je bil v uporabi že od antike. A ni bil najbolj točen, saj je bilo koledarsko leto za 11 dni predolgo, v primerjavi s potjo, ki jo Zemlja opravi v enem letu okrog Sonca. Gregorijanski koledar je to časovno razliko upošteval in se uveljavil oktobra 1582, ko se je datum iz 4. oktobra spremenil v 15. oktober in tako izenačil dneve, ki so se izgubljali od antike. Na papeževo spodbudo je večina evropskih katoliških držav novi koledar kmalu sprejela. Protestantske države pa so bile bolj zadržane. Danska in Norveška sta novi koledar uvedli leta 1700, Švedska in Finska pa še dobrih 50 let kasneje. Zadnje so ga sprejele države, kjer je prevladovala pravoslavna vera, saj se jim je zdel novi koledar sporna katoliška izmišljotina.
Med nasprotnicami je bila tudi Grčija, ki je za uporabo novega koledarja začela zadnja v Evropi, šele leta 1923. A niti takrat menjava ni tekla predvsem gladko. Grške oblasti so leta 1917 ustanovile svet, ki je preučeval prednosti in pomanjkljivosti novega koledarja. Spopasti pa so se morale tudi z konzervativnimi vplivi verskih skupnosti. Šele leta 1923 so lahko uradno uvedli spremembo, ki je vodila v večji paket reform za modernizacijo Grčije in jo je približala preostalim evropskim državam. Takrat je bil gregorijanski koledar za 13 dni pred julijanskim, tako da so se Grki odpravili spat 15. februarja in se zbudili 1. marca 1923. Julijanski koledar je, ko gre za praznovanje praznikov v pravoslavnih državah, aktualna še danes, denimo v Srbiji in Rusiji. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.